Približno 95% ljudi živi v stresu, a se jih slaba polovica tega sploh ne zaveda. Pozdravljeni in hvala, da ste danes spet z nami. Šokantni podatek iz uvoda je iz knjige Zdravilni kodeks dr. Alexa Lloyda in dr. Bena Johnsona, ki med drugim še navajata, da je večina bolezni in obolenj povezanih prav s stresom. Šokantno ali ne, mislim, da je prav, da se posvetimo razlogom, zakaj do zdravstvenih težav sploh pride, če so že te povezane z nekim stresom. Ampak najprej se spomnimo, kaj nam povzroča stres. Je to vožnja v jutranji ali pa popoldanski prometni konici? No, dobro, zdaj ravno ne. Tudi tisti, ki delate od doma, ne morete vedeti, da je na cestah bolj ali manj prazno. Ampak sicer so to mogoče odnosi s sodelavci, vam šef nalaga nove in nove zadeve in se počutite že popolnoma obremenjene. Ne veste, kje se vas glava drži. Imate doma kakšne konflikte s partnerjem, partnerko, možem, ženo. Ste obremenjeni s tem, ko je treba otroke voziti po šoli na razne interesne dejavnosti. Morate pomagati staršem ali pa še kaj tretjega. Verjamem, da je kup takih stvari, ki nam dnevno malce poslabšajo počutje. Recimo, da jim rečemo stresni dogodki. Kako si pomagati v takih trenutkih? Je to mogoče skodelica čaja za pomirjanje ali košček temne čokolade? Greste ven na sprehod, v naravo, rekreacija, šport, joga, meditacija, pogovor s prijateljem, prijateljico. Vse to so krasne stvari in verjamem, da pomagajo, samo koliko časa držijo, koliko časa zdrži to. Najbrž do naslednje kritične situacije, do naslednjega slabega počutja. In kaj se zgodi potem? Potem si spet pomagamo na nek način in na koncu nismo več tako dobro, tako fajn se ne počutimo, kot smo se počutili leta nazaj. In zadeva gre počasi navzdol. Trend je več kot očiten. Zakaj je temu tako? Je pravzaprav zelo enostavnega razloga. Kaj smo delali? S čim smo se ukvarjali? Smo se ukvarjali s posledico, slabim počutjem, ali smo se ukvarjali z vzrokom? S posledico. Delovali smo površinsko. Nismo pa dejansko poiskali, kaj je pravi vzrok za naše stresne dogodke oziroma za naše reakcije in naše počutje v takih situacijah. Kaj smo delali? Kaj delamo? Ponavljamo eno in isto stvar in pričakujemo drugačen rezultat. Veste, kaj je še rekel? Norost je vedno znova in znova ponavljati isto stvar in pričakovati drugačne rezultate. Več kot očitno potrebujemo za drugačne rezultate drugačen pristop. Koliko vas želi spoznati drugačen pristop, ki vam prinese v trenutku razbremenitev in mnogo boljše počutje? Ja? Res? Ali si mislite preresnično, da bi bilo res? Pravzaprav prelepo, da bi bilo res. Vabim vas k ogledu jutrišnjega videa, na katerem se bomo posvetili drugačnemu pristopu. Ampak da to sploh lahko naredimo, je nujno potrebno, da spremljate svoje počutje. Da ste pozorni na to, kaj se vam je zgodilo včeraj. Saj se spomnite, rekel sem, list papirja, svinčnik in navodilo. Če si ga še niste naložili, si ga naložite. Tisti, ki ga že uporabljajo, so rekli, da jim je precej olajšalo delo. Se vas spomni na to,
kaj se vam je dogajalo prejšnji dan, kaj ste čutili in kaj se je zgodilo, da ste se tako počutili oziroma da ste tako čutili. Torej, kar lepo na delo, svinčnik papir in spomnite se, kaj se vam je dogajalo včeraj. Hvala za danes, nasvidenje jutri.